Vi prodajate tudi konopljin čaj? Tako, konopljin čaj, in sicer v pravem času rasti. Poberejo se listi, poberejo se vršički. Primerno je sušeno, in sicer na zraku. Suši se cirka nekje mesec dni, potem se zadeva lepo čisti in se shrani za konzumiranje. Po koliko ga prodajate? Prodajamo ga za 7 evrov. Koliko je pa... 50 gramov, 7 evrov. Tako da v bistvu to imate nekje, čezmerno pijete do 2 meseca, 2-3 meseca, zaradi tega, ker date ščepec v liter vode. Date kaj sejenskega popusta? Damo, seveda. Koliko? Damo, pa vam prodam za 6. Dobro. Kako se pa pripravlja pravilno konopljin čaj? Pravilno se pripravlja, da zavre se voda in potem nekje date ščepec v vrelo vodo, pustite nekje od 5 do 10 minut, jaz bi predlagal 7 minut, odcedite in dodate malenkost mleka. Takrat bo potegnilo iz čaja, boste dobili kanabinoide, topnost in vse tiste sestavine, ki so v konopljinem čaju. Za koga vi tu delate reklamo? Tukaj je v bistvu Slovenska zelenjava, Združenje kmetov. In smo črčljama zdravna studenca. Zato mi je predstavljena kmetija Krpic. Kaj boš prešla po ljudke? Ne. No, poj. Če jih boste prej izdelali. Prosim. Ne, res, ker ena stvar je, velikokrat pač
vsake stvari se moraš navaditi, to je pač nek, ne, si glik, Ne rata skoti, ne? sam prižgeš. A so kar poskočile? Kako se pravilno peče sir na žaru? Sir na žaru, to je najboljši sir na žaru, olimski sir, ki se pravilno peče tako, da ga postavimo v ponvo ali pa ni treba, da je žar in se na vsaki strani par minut do zlato-rjave barve zapeče. Koliko maščobe mlečne vsebuje ta vaš sir? Približno 40% mlečne maščobe. Zakaj se imenuje olimski? Zato, ker je iz kraja v Olimju, blizu Olimja. Koliko- Sveti Štefan. Koliko časa je rok uporabe običajno tega vašega sira? 2 meseca. Ko ga odpremo, pa ga je treba uporabiti v parih dneh, razen če mu naredimo slanico. Aha. Zanima me, ali je to iz pasteriziranega mleka Ja. ali tudi homogeniziranega. Ja, tudi nehomogenizirano in pasterizirano mleko. Kravje, domače. Ste rekli domače, iz kje domače? Domače iz naših kravic.